Dal bom še besedo Janini. V mojih mislih, pa jaz spremljam cosplay že dolgo časa, mislim, da Juvan, mi smo cosplayali že na prvi ali drugi novoletki, tako 10, 11, 12 let nazaj. 2011 mislim, da smo že. Jaz sem cosplayal že 2006, 2007, dol v Izoli. Kaj se je takrat cosplayal? Clouda, sem jo sam sud. Moja poanta je, da sem videl in govoril pač z res pletoro cosplayerjev, predvsem z ustvarjalci, ker pač rad grem v nitty-gritty izdelave cosplaya. Mislim, da nikoli nisem srečal bolj raznovrstnega cosplayerja, kot je Janina, ker zna delati blago, zna delati dejansko trde prope, velike prope, lasulje in ve o vsakem materialu, pač, če mislite, da obstaja za armor samo Eva pena, ne, v Janini glavi obstaja še vsaj 15 drugih materialov, iz katerih lahko narediš isto stvar. Tako da jaz bi te, Janina, za začetek prosil, da mi razložiš, kako v bistvu nekdo postane toliko vseveden o načinu izdelave cosplaya kot ti. Kakšen je bil tvoj proces v bistvu prehajanje v ta know-how, kako si se v bistvu učila in potem postalo v bistvu kako so tvoji starši sprejeli tudi to? Don't talk about that. Mogoče, lahko poveš, kje se ti vidiš močna, v katerem je v tem aspektu, mogoče 3D, mogoče pena, blago, kje ti vidiš, da so tvoje moči? V trpljenju. Ne, res. Pač cosplay je trpljenje. Čeros mi, kolikokrat sem se že brezala, pa razjokala poleg cosplayev. Ni fajn, ampak ko pač nekaj narediš, si pol happy. Ampak YouTube. Research, YouTube. Ampak pač mislim, jaz ne toliko stvari vem. Šivanje mi ampak voljo imaš, to je tisto, glej, lotiš se, Mislim, da nima samo voljo, ampak dobro mero skromnosti. Ne. Moram pač povedati, da imam veliko idej, kako recimo izdelati nek cosplay. Pač jaz sem cosplayer že 10 plus let, vsaj rekreativno. In vedno imam kakšne ideje, kako nekaj ustvariti, in Janina ima potem še 6 drugih idej. V bistvu me zanima, kako se v bistvu ti lotiš cosplaya, ko dobiš neko idejo, recimo za primer bom dal in bomo tukaj naredili en b-roll Riven. Riven ima en full huge ass sword, in ponavadi, če bi jaz to videl, bi rekel, ok, mogoče bomo, ne vem, določen del naredili 3D printal, handle, karkoli, pa za dejansko sablo naredili, ne vem, peno, izrezali pač ta velik kos iz pene. Ampak ti si vzela čist druge materiale. Je to posledica mogoče finančnega stanja ali tistega, ker imaš pri roki, ali pač dejansko zavestno odločitev, da bomo vzela te specifične materiale? I'm broke. Flat out. Jaz nimam denarja, jaz sem broke student. Jaz, če bom imela karton, ga bom prišparala za cosplay. Jaz, če bom neki piece of foam dobila z nekega packaginga, jaz bom to obdržala. Moja mama mi iz službe, iz njihove delavnice nosi neki packing material, ki ga jaz za cosplay uporabljam. Tako da, bilo kaj, vse je lahko za cosplay, lahko je papir, lahko je karton, lahko je plastika, lahko je pena, lahko je bilo kaj. Lahko, pač mislim, jaz meni, če se kakve velike prope dela ali pa kaj, kar ima kompleks shape, lahko ti karvaš to ven iz stirodura. Če lahko les karvaš, lahko stirodur karvaš. Se kdaj sprehajaš po cesti, se potakneš v obenem materialu in si misliš, to bi pa lahko bil pištola.